Mislim, da sem v prejšnji epizodi jokal, da ne morem dobiti Mushoku Tensei novele. Zdaj se reprintajo, Marko, zdaj se reprintajo. Kolikor da bi me slišali, so dali vse novele v reprint. Sem končno dobil 7. volume. Okay, 7., 8., 9. Ja. Vse imam zdaj naprej. Bolj naprej, ker od 13. do 20. je vse na voljo. Bolj verjemi, ne več. Ampak, največji problem je bil, da ko se je anime zaključil, naprej se nadaljuje v 7. volumu. In zaradi tega je bil ta volume forever unavailable. Ampak zdaj, I don't know, for what reason, probably, ker je božičen stuff, so pač reprintali. Božičen kriv. Končno sem lahko bral naprej in res, ta novela, it's like, nisem prebral eno tono novel, ampak it's so good. In glih to, ne. Ti si fan Grega, nisem vedel. Ne, mogoče malo. Jaz sem bil navdušen nad animejem, ampak novela je še dati na naslednjo stopnjo zaradi tega, ker daš še tist delež monologa, ki ga v bistvu zgubiš iz samega storija anime, ker je veliko bolj osredotočen na eči pa fight zadeve, kakor na dejanski monolog, ki je v bistvu eden. Manga je full na eči šla. Res čisto vse. To je pa taka stvar, ki me pa motila. To je pa stvar, ki me je mečken motila v animeju. No, pa sej zastopam, da se te stvari dogajajo, but you don't have to put them in like this blatantly, ne? Samo moraš vseeno razumeti, da to je Middle Ages. To so ljudje, če drugače razmišljali. To je pač tako. Well, that guy's not from Middle Ages. Yes, that guy is from the modern world. He just wanted some sugar. Jaz zanga nimam excuses. Pač, pač sej ne rečem, je v telesu enega ful mlajšega, pa znova proba življenje začeti, ampak ima pa pamet odprej. Zdaj pač pustimo vso to filozofijo zadaj, če ne bom Žižka poklical, ampak tle zanga ni izgovorov. In pač edina stvar, ki me je pač dejansko tako motila, da je imel ful eči prizor. No, pač meni anime mi je recimo ful dober, pa kakšne resne scene, ki tazga in pol tisto vem, da je nek eči prizor in sem tako, damn it, pač it's kind of ruined now. Pač vidiš, v noveli pa dejansko še imel notranji monolog, kak je, zakaj je, kak je razmišljal. Čeprav ima tudi v light novelu veliko. Vse ima veliko več ečijo tudi. Tako da ne vem. Vse brez skrbi, sej za 6 in za 7, ko je ugotovil, da ima en drugi problem zdaj, tako da nima več tako eči momentov. They come back. A je slučajno avtor tudi fan Gospodarja prstanov? Zato, ker sem slučajno opazil, da mislim, bilo je na internetu, da so dali scene, ki je bilo v Gospodarju prstanov, je bilo tudi recimo v seriji noter. A kaj hodijo ali pa kaj tazga? Tak je bil na vasi, tista hiška ob rečici je v bistvu ista, kakor v Gospodarja prstanov. Te bi prej rekel, da direktor je, da za cinematografijo si je to zmislil. Ker je težko vedeti iz knjige, v bistvu, kakšen je... Je to, ker ne moš prizora prikazati. Pa ne, avtor je tudi full skrit, nič ne vemo o njemu. Rifujin no Magote, to ni njegovo pravo ime, njegov sinonim. Prejših ovoranc. In vedno, ko se na koncu napiše kaj o avtorju, on ima 2 stavka, nič več. In vedno se ponovi prvi stavek. Rad ima ono hrano in to. Nekaj. Literally ne, ampak kar sem bil full impressed v tem novem volumu je, da ni nič toliko več eči, ampak je veliko več pač notranjega boja. Mislim, če v depresijo pada tudi dejansko. Ker pade v depresijo. Ok, po eni strani je mal sas, ker je pač vse čas... Ok, ni revenge. Ne, sas je zaradi tega, ker on vse čas hrepeni po Eris, a ne? In Eris je, koliko je stara? 7? Močna beseda. Koliko je? Ne, čak še kaj ima out of age. 15, 16. Ko zraste, she's the best girl ever. Ko ga zapustijo, koliko stara? 15. Glih je dopolnila. Nekaj tazga. Je postala polno. Če je rekla, da ne bo ta nič delala, dokaj ne on 15, pa ona postala 15. In pol ga je izkoristila. Izkoristila. Ampak ja, basically... Ok, ja, iz njene perspektive. Mene je bilo najbolj smešen, ker pride ven pa reče, da je normi ratov. Fuck yeah, right. Ampak kaj veš, v tem svetu je bila ona legal, v drugem svetu je bil on virgin, so a je to res tako težko razumeti, da je pač naredil na njega full velik impact? Ker mislim, that makes sense. Ker ni nikoli preizkusil. To je logično. Impact je naredil na njega, se ne sme si pa zatiskati oči, da je pač stara 15, on pa 40. Ampak glej, vsi se spomnijo naše prve ljubezni, naš prvi romantično in potem, ko smo šli na razen in... A ja, vi zdaj govorite samo ta impact, ki je bil depresiven ali...
Ne, ampak to itak, nekaj, kar sem jaz hotel dodati, da to starost odmisliš potem s časom, ko bereš. Mislim, sej itak, da jo odmisliš, sem pač še zmeri pač veš, da je pač 40, ona je 15. Pač ne veš, dokaj ne se spomniš, to je lahko. Mislim, če pozabiš na vse efekte, pa nič ne. Ta njegova depresija, pa vse te stvari, to je pač čist logično, nekaj prej ni imel nobene ženske in zdaj, ki je končen imel eno, pač ga je pustila in je pač najbolj depresijo padel. To pač čist zastopam, to nima veze, pač koliko je stara, koliko je on star, whatever. V tem svetu sta si približeni isto v letih. Ampak me pač tako in the back of my mind me moti, pač. A ni mogel ne vem, 16-letnik, koliko je šone na anime. Ne, ampak ravno to je tista zabava, ker imaš taki neprijetni trenutek, občutek, ko gledaš to. Meni se zdi, da je prav pandering za kakšne ljudi, ki so v taki situaciji, ki on misli, da bojo pol lahko dobili kakšno 15 let. Ne, mislim, ta njegova starost v njegovem tem originalnem svetu, it's there for a reason. Zaradi tega, ker je bil, res je bil človek na dnu. Okay, ampak po drugi strani, čeprav je bil star, recimo, že proti 40-im, je živel drugačno življenje kot recimo povprečen zemljan, ker je pač živel tako zaprto življenje in lahko bi tudi pač tukaj rekel, da je mogoče njegova mentalna razvitost ni bila enakovredna vsem drugim, če pač ti nimaš enakih socialnih stikov. Lahko čist drugač dojemaš. Mislim, to ne moreš, lahko imaš. Ne, kaj pa osebe, ki so stare 40, pa imajo motnjo v razvoju. To je vseeno razlika. Ampak če nikoli ne izkušiš pač socialnih stikov na nek naraven način, a lahko potem dojemaš. Jih je, sej hodil v šolo, on ni bil neumen, on tudi ni neumen. To je to, ki se postavil za druge, za sebe. Zna pa izkoristiti prilike, sej veš, da skozi planira, načrtuje, on je brih, on ni neumen. Ne, samo jaz bi tudi to rad povdaril. Kaj pa ti želite od njega? Mislim, kak bi se pa moral obnašati, da bi bili zadovoljni z njim? Ker nobedni angel v svetu. To mi je logično, sam manj ečija bi rad, pač res ne bi rad, da je to podane perverzije na pač mladoletni noter. Te mislim, da ti bo 7. volum zelo všeč. Mislim, po drugi strani pa I think that's kind of the point of his character. Da te naredi tak neprijetnega, ko pomisliš na njega. I mean, he really is kako se temu reče, ne, pač človek z napakami. Z moralno vprašljivimi. In to je 6% našega sveta. Ne, pač ni človek, s katerim bi se želel poistovetiti. Ampak se mi zdi, da glede na to, kakšne napake ima potem ta njegova sprememba na boljše, to njegovo odraščanje toliko večji pomen. Sej ne rečem, tip se ful izboljšuje skozi zgodbo, pač on raste, pač res je, to mu dam, pač prav ven gre iz te mentalitete, gre malo ven pa proba, ne vem, biti normalen, kako bi rekel temu, pač... Not incel anymore. Basically, no, in pač pride ven iz tega, dobo je še eno šanso, ajde, sej pač... Jaz lahko vse to spregledam, sem toliko eči stvari, ki jih je bilo noter za mladoletni stvari. I think that's the point, it has to be in. Ja, ampak lahko nakaže, lahko se nakaže, ne pač v tej smislu, ajde, interes je z obeh strani. No, it has to be in, pač sej v light novelu je to v bistvu še bolj prisotno, no, v teh njegovih monologih, tako da jaz si ne predstavljam, da bi bil mušoku, če ne bi bilo tega. To je res, ne bi tistih sprememb začutil, kakšnih. Isto recimo, če ste gledali Made in Abyss. I mean, Made in Abyss is gruesome in all the other ways. Made in Abyss ima prav že maune defecation fetiš zadeve noter, če smo realni. Oh, damn. Dober veš, ne? Zakaj rabi to noter dati, komu ni treba? Zaradi tega, da se počutiš nelagodno, ko to gledaš. To je za nalašč včasih. Ni za nalašč. To je pač, mislim, je za nalašč, ampak zato, ko je avtorju to všeč, ne? Zato, da bo tebe promoviral. Jaz dejansko tako dojamem, če on to da kaj tazga noter, vidi se, kje je razlika. Pač vidi se, kje je razlika, da dejansko pač, ne vem, gledaš odziv karakterjev, ki imajo na to zadevo. Ne, pač če bi bili karakteri tako, tisto, ampak so tako, pa gleda, recimo, ker nekdo nekaj tazga naredi. To je neke fantazije avtorja, se mi zdi, in pač si dajo malo duška. Ne rečem, da Mušoku Tensei je ful dober, rad gledam, sem da stvar me pa zmotila.
Ne, ali se je pa avtor vprašal prav za nalašč. Sploh po delu Made in Abyss, ne, kaj je taka najbolj nagraužna stvar, ki obstaja na tem svetu? Mislim, jaz ne bi rekel, da to avtomatično pomeni, da je to avtorju zavedno ali pa nezavedno. Ne, meni se ne zdi pa... Ni tak, ampak avtori iščejo, kakšne emocije lahko od bralcev ven spravijo. Jaz se zavedam, ampak pač recimo... Sploh Made in Abyss, ker ta serija je narejena za to, da te spravi v nelagodje. Ja, predvsem to. Ja. Tudi, ko sem jaz to gledal, mi je bilo že kar malo neprijetno gledati naslednje epizode, ker je bilo... Tako od filma je samo še huje naprej. Ja. Mislim, to, da je mislim, da nisem gledal. Mislim, od filma naprej je samo še huje. Se to je pravzaprav nadaljevanje, sequel, zdaj ta druga sezona. To, da mu je skozi hlače gledal robotu, če ima dejansko to... Kaj? Mislim... Ne vem. Jaz ne bi rekel, da so potem avtorju penisi všeč, ali kaj? Ne, sem pač tako, ne rabi teh stvari noter dajati. Pač, sliši se kot anime, ki ga lahko priporočiš za prvi ogled. Vse te kultura na Japonskem meni tak ne potegne, ker imaš teh stvari noter. Pač vse te doujinshi pa te zadeve, ki so noter pač mladoletni, pač to gre tudi v mainstream zdaj. And I kinda don't like it, no. Ampak, mislim, če ne bi bilo to popularno, ker ti anime vsaj izhajajo iz ene strani, kjer je bilo rangirano iz strani pač userjev, ne. Torej, več takih prijemov, kot je uporabo, I guess, je pač vedel, user base si pač želi tudi takih prijemov, ne. So, pač ni vedno na avtorju, kam bo šel zgodbo, včasih pač napiše sledi trendu. Ja, sledi trendu, ampak tudi napiše karakterje na način, ki ga ne mara, ne, v enem smislu. In potem pač skuša izpeljati njegovo zgodbo na ta način.